Lepo pozdravljeni, dobrodošli znova v moji družbi. Znova je ponedeljek, pred nami pa eno izmed najbolj perečih vprašanj, ki mi jih postavljate v zadnjem času. Kaj nas še čaka? Kaj bo jeseni? A nas bodo zaprli? A bodo znova omejitve? A bodo znova ukrepi? Kaj se nam bo vendarle še letos dogajalo? Poletja je konec, vroči dnevi nekoliko ujenjujejo, se polegajo, malo lažje dihamo. Torej, kaj nam letošnja jesen prinaša? Ja, no, smo v mojstrskem letu, torej prav dolgočasno nam ne bo. Če pričnemo kar pri septembru. September je tak zelo močen mesec, vedno, kaj ti prinaša neke vrste žetev, prinaša neke vrste konec. Torej, prvo vprašanje, ki si ga dajmo postaviti, pravzaprav ni, kaj prinaša novega jesen, kaj nam prinaša novega življenje, ampak kaj želimo, da nam življenje odvzame. Česa si več ne želimo v življenju, česa si več ne želimo ponavljati, kajti, veste, to število 9, o katerem bomo malo več povedali v naslednji oddaji, ki bo že napoved za september, prinaša pravzaprav tudi ponovitev preteklosti. Torej, kaj je tisto, česar se ne želite več oklepati? To naj bo prvi korak soočanja z letošnjo jesenjo in kasneje zimo. Leto 2022 je pomembno leto. Celotno leto vsi ponavljamo, tako astrologi, numerologi, mojstri džotiša, da je posebno obdobje, da smo v posebnem času, da smo v času, ki kreira neko novo realnost za človeštvo. In vedno znova ponavljamo in trobimo, da vsak izmed nas pravzaprav je pomemben delček človeštva. Prav nihče izmed nas se ni rodil po pomoti in prav nihče izmed nas se ni izgubil. Včasih pa imamo tak občutek. Včasih imamo občutek, da delamo vse narobe. Včasih imamo občutek, da nam gre vse narobe. Včasih imamo občutek, da se sploh še splača. Če ste v takem stanju, se dajte spomniti na vse tiste prelepe trenutke v življenju, na vse tisto lepo, kar zagotovo imate v življenju. Kajti, če se primerjamo s tistimi, ki so resnično najbolj revni, in verjemite, jaz sem v Južni Ameriki veliko tega videla, tisti ljudje, ki so v Sloveniji revni, se ne morejo primerjati s tistimi ljudmi, ki so tam revni. Se pravi, bodimo hvaležni za to, da imamo pitno vodo. Marsikje je nimajo. Bodimo hvaležni za to, da na našem področju ne divja vojna, da ne divjajo grde stvari, da nimamo kartelov, da nimamo mafije, da nimamo težkih problemov z otroško prostitucijo, z umori in tako naprej. Kako prijazen in pozitiven začetek oddaje, kaj ne? Ampak poglejte, življenje je vedno sestavljeno iz dveh ekstremov. Mi pa smo tukaj nekje vmes. In če pogledamo zadnji 2 leti, ki ste bili prežeti z nekimi omejitvami, z strahom, z nižjimi vibracijami, z izzivi, ki so nam bili nekoliko nepoznani. Pa letošnje leto, ki je mojstrsko leto, ko naj bi vendarle svoje vibracije dvignili, ko naj bi vendarle nekako bili bolj zreli, bolj odrasli, bolj mojstrski, bolj duhovni, bolj obilni, bolj odločni, bolj mi. Včasih je to težko biti, če ne vemo točno, kaj mi smo. Če ne vemo točno, ali nam bo uspelo biti mi. Torej, če se najdete v situaciji, ko niste prepričani, kaj pravzaprav je vaša želja, kaj pravzaprav je vaše poslanstvo, poiščite način, da boste sebe znova prepoznavali. Veliko orodij vam lahko pri temu pomaga. Numerologija je samo eno od teh orodij. Naša osebna števila so kot navodila za uporabo. Lahko nam razložijo vse naše izzive, vse naše lekcije, naše poslanstvo, vse naše darove in nam kot nek smerokaz v takšnih trenutkih, ko morda ne vemo, kam vendarle naprej in kaj delam narobe in vedno znova se nekako najdem v istih situacijah, podobnih situacijah, v istih izzivih, z drugimi ljudmi, z drugimi zaposlitvami, na drugih lokacijah. Seveda, kajti kamorkoli greste, vzamete sebe s seboj. In to vsi vemo, to je klišej, to beremo, vidimo citate na socialnih omrežjih, ampak ali v resnici kaj tudi naredimo? Oktober bo tak čas, ko nas bo življenje vprašalo, ali boš zdaj kaj naredil? Kaj boš naredil? Kako se boš stvari lotil drugače? Torej, če bomo vedno kuhali kavo na isti način, bo tudi kava enako skuhana. Če bomo v kavo dali kakšno žličko sladkorja več, bo bolj sladka. Če bomo dali kakšno žličko sladkorja manj, bo bolj grenka. In v življenju je isto. Dokler ne poskusimo nečesa drugače, ne vemo. In seveda se lahko zgodi, da nam bo presladka kava za nič ali pa pregrenka kava za nič. Morda bomo samo potrebovali nekaj časa, da se bomo na to navadili. Če ostanemo pri primeru kave, jaz sem včasih v kavo zmetala pol omare. Sladkor, cimet, ingver, mleko. Moja prijateljica je dala zraven še kakao, pa še smetano.
Danes pijem kavo čist črno. V tistih časih, vse bi me po moje pobrali. Spreminjamo se, naša telesa se spreminjajo, naš okus se spreminja. Torej, letošnja jesen, prva polovica letošnje jeseni nas bo nežno spraševala, česa ne želiš več, kaj za tebe ni več dobro, kaj je tisto, kar te ne krepi, kateri odnosi, katere osebe, katere miselne navade, katera tvoja podzavest te sili nekam preprosto iz navade. Ker smo tako navajeni, ker nam je to poznano, ker to tako počnemo že 20 let, ker to počnemo, odkar vemo, ker pač to tako je. Ampak, a veste, če bi vedno tako razmišljali, to tako pač je, skozi ste to tako počelo, kaj bi spet ti nekaj novega, pa jaz vam garantiram, da bi danes še vedno živeli v jamah in niti slučajno ne bi imeli ne elektrike, ne interneta, ne televizije in prav gotovo me videle ne bi spremljali. Torej, kaj če bi pokukali iz tiste jame, ki nas omejuje? Vsak izmed nas ima to drugačno jamo. Za nekoga je to odnos, za nekoga je to samozavest, za nekoga je to zdravje, za nekoga je to lastno prepričanje o sebi. V resnici pa je to samo skupek vsega. Vsi smo skupek vsega. In letošnje leto postavlja pred nas vprašaj, ali se bomo dvignili na višji nivo. Torej, kaj je vse tisto, katere nižje vibracije, katere tiste navade, načine razmišljamo, rabimo spustiti. In seveda to ne gre čez noč, kajti tudi oblikovali jih nismo čez noč. O tem smo govorili julija. Pojdite morda pogledati nazaj napovednik za julij, na YouTubeu je, kaj vse smo takrat povedali o podzavesti, o mehanizmih, o miselnih vzorcih. Ustvarjamo jih v vsakem trenutku. In ustvarjamo jih celo življenje. Se pravi, nerealno pričakovati, da se boste zjutraj zbudili, pogledali v ogledalo, si povedali, da od danes naprej sem pa uspešen, sem pa športno zelo tak atletski, pa gibljiv, pa gibčen, pa imam ful kondicijo, pa ful sem zagnan, pa sem uspešen, pa sem še enkrat uspešen, a sem že omenil, da sem uspešen, ker jaz sem ful uspešen. Če smo prej 20, 30, 40 let negovali drugačno prepričanje, da je morda biti uspešen slabo, da se ne smemo pohvaliti in tako naprej. Seveda potem ne bo šlo čez noč zamenjati in spremeniti te zapise. Torej, še enkrat, mi moramo biti tisti, ki bomo aktivno spuščali stvari, kar pomeni, da bodite pri temu praktični, katera hrana vam ne godi, katere navade vas ne krepijo. Če gledate filme do 2 zjutraj, seveda ob 6 zjutraj po vsej verjetnosti ne boste ostali polni energije iz postelje. Kaj vam zjutraj pravzaprav prija? Nekateri potrebujejo svoj mir, pa zato stanejo pol ure prej, si skuhajo čajček, kavico, zmeditirajo, se malo pogovorijo s svojim višjim jazom. In tudi sicer stara ljudstva pravijo, da je ta čas tik pred sončnim vzhodom namenjen točno temu, nam, povezovanju s seboj, z našo lastno podzavestjo. Torej, ali si vzamete ta čas? Ali si vzamete trenutek zase zjutraj? Ali ste slabe volje, ker je ura že 6 oziroma kolikor že in je potrebno stati in je treba iti v službo in še ni petek in grozen in nekdo je zraven vas smrčal celo noč ali pa sosed je nekaj razbijal in se niste naspali. Zelo je pomembno že, kako dan začnemo. Katere misli izbirate, katere misli vas ne podpirajo, katere misli morda pravzaprav niti več ne veljajo. Spravi, naredite najprej en tak konkreten pregled in to ne mislim zdaj lepo oddaji, da si vzamete 15 minut. O, ne, ne. Vzemite si kar cel september in opazujte, kaj je tisto, kar za vas ni dobro, kaj vas ne krepi, kaj ni tisto, kar vas hrani. In to aktivno spuščajte. Oktobra se bomo odločali, kaj je pa tisto novo, česar si želimo, kje želimo morda s preteklostjo prerezati. Torej vsi tisti, ki pa morda ste v odnosu, naj gre za prijateljski, partnerski, poslovni odnos, ki ne funkcionira, lahko pričakujete, da se bo to septembra malo bolj kazalo, malo bolj občutilo. Oktobra pa bo to energijo lažje prerezati. Število 10 povezujemo z rezom preteklosti, z rezom karme, se pravi neki večji preobrati, bom rekel tudi večje presenečenja se nam ravno takrat obetajo. Se pravi, oktober bi nas lahko zelo presenetil v eni ali v drugi smeri. In več slabih stvari, ki bomo prej spustili v mesecu septembru, manj jih bomo seboj potem čez te hecne in nenavadne trenutke in dogodivščine meseca oktobra nosili. In se vemo, s prazno malho je občutno lažje iti v hrib kot s polno kamnov in takih stvari, ki pravzaprav jih ne potrebujemo. Če boste šli na Triglav, jaz predvidevam, da ne boste s seboj jemali kopalk
ampak boste vzeli tisto, kar na Triglavu potrebujete. Velikokrat v življenju, pa na mentalnem področju, na čustvenem področju, s seboj nosimo stvari, ki jih v bistvu ne potrebujemo. Torej, letošnja jesen, ti 3 meseci so namenjeni predvsem temu, da naredimo eno konkretno inventuro tega, kar rabimo, tega, kar ne rabimo in potem pričnemo delovati drugače. November bo tisti, ki nas bo opomnil, najbolj v letošnjem letu, da je pravzaprav mojstrsko leto. November bo tisti mesec, v katerem bomo predvsem prisluhnili svoji intuiciji, ko se bo tudi sam pretok, bom rekla, uvidov in informacij in nekega zaznavanja sveta, okolja, celostnega sveta, vesolja, malo bolj občutila, se pravi oktober, bo tisti, ko bomo rekli, ok, želim nekaj novega, november pa bo prinesel duhovna sporočila in neke izzive, ki so resnično duhovni. Torej, november bo razgiban in november bo prinesel hitre rezultate. Torej, to, kar bomo novembra razmišljali, to, kar se bomo novembra odločili, na to, kar se bomo novembra odzvali, bo vesolje postreglo z rezultati zelo hitro. In potem imamo še praznični december, ko nas bo seveda zanimalo, kaj nam prinaša pa že naslednje leto, no to nas bo zanimalo že prej. Torej, v decembru pa nas bo življenje vprašalo, česa si želimo kot nagrado. December pa je naš osebni mesec žetve. Na kakšen način si vi želite, da vas življenje nagradi? Ko nekaj študiramo, si želimo diplomo, zato da se bomo s tem ukvarjali, da bomo morda imeli službo, ki nas bo osrečevala, nekateri si želijo graditi kariero, drugi ljudje si želijo družinsko življenje, tretji ljudje si želijo potovati, ljudje smo si različni. Torej, vesolje vas bo ultimativno spraševalo, sem kot dedek Mraz, kaj želiš, da ti prinesem? Povej mi. Torej, letos pišemo božičku, da tako rečem, meseca decembra. Ko me sprašujete, ali bodo znova trdi ukrepi, ali bodo znova takšni in drugačni pritiski izvajani na nas, smo v obdobju, ko tema pritiska na svetlobo. Smo v obdobju, ko strah pritiska, zato da se mi naučimo znova prepoznati svojo moč in svojo svetlobo. Torej, vam vračam vprašanje. Kaj ste v zadnjih 2 letih naredili, da ste svojo moč, zdravo moč, okrepili? Kaj ste v zadnjih 2-3 letih počeli, da ste svojo svetlobo negovali? Kajti pomemben del človeštva se. Zdaj pa bomo naredili pregled po vaših številih življenjskih poti, se pravi od 1 do 9, verjamem, da veste, kako to zračunate. Število življenjske poti je seštevek našega rojstnega datuma, se pravi, toliko časa seštevate svoj rojstni datum, da pridete do ene same cifre. Formula nam je tokrat ušla. Tisti, ki imate enko, pred vas se postavljajo nove poti. Ne biti zaletavi, drage moje enkice, ne hiteti. Odločajte se tako, da najprej prespite in odločajte se za tisto, kar vam prinaša ne samo samostojnost. Običajno vam to rečem, izbirajte tisto, kar vam prinaša več neodvisnosti. Izbirajte tisto, kar vam prinaša mir. Izbirajte tisto, kar v vas prebuja občutek, da ste vi. Drage moje dvojke, tisti, ki imate seštevek rojstnega datuma 2, pred vami je čas, ko vas bo življenje spraševalo, kakšne ljudi si želite v svoji okolici. Radi se prilagodite, radi ustrežete, zelo razumete drugo plat zgodbe, zelo razumete druge ljudi. Niste pa vedno v situaciji, ko ste vi razumljeni. Torej, izbirajte osebe v svoji bližini, ki so vam podobne, ki vas razumejo in ki vas podpirajo. Tam vas čakata sreča, ljubezen in mir in ne nazadnje tudi zdravje. Super je, da razumete drugačno od sebe, ampak v tem trenutku to ni tisto, kar je ključno in pomembno za vas. Torej, izbirajte ljudi, ki so vam energijsko podobni, ki imajo enake vrednote in ki ne prestopajo tistih meja, ki jih vi nikoli ne bi prestopili. Število življenjske poti 3. Trojkice moje, pred vami je zanimiva jesen. Nagajiva, iskriva in malo bolj ranljiva. Torej, stopite v svojega notranjega otroka, v tiste dele sebe, ki preprosto potrebujejo objem in pa radost, igro, igrivost. Vse tiste trojkice, ki ste mogoče preutrujeni od življenja, ki ne vidite tiste prelepe, čudovite lučke na koncu tunela, se dajte spomniti, da ta luč na koncu tunela ste pravzaprav vi. Zato se vrnite k tistim osnovnim gradnikom življenja, ki vas osrečujejo.
Kreativa. Oblecite se v žive barve, bodite igrivi, pojte, plešite, ustvarjajte. Tudi če za to na začetku nimate energije, mogoče še nimate nekega zagona, mogoče nimate neke inspiracije, vseeno pričnite vsemi tistimi stvarmi, ki so vas nekoč, nekdaj razveseljevale in izpolnjevale in korak po korak se bo ta radost vrnila. Število življenjske poti 4. Štirice moje, povezujte se z naravo, pejte v naravo, objemite drevo, hodite bosi po zemlji, povezujte se s tisto pristno esenco matere zemlje. Povedala sem, da v letošnjem letu bo narava pokazala, kako zelo je močna in res je temu tako in vse bolj se bo to kazalo tudi s podnebnimi spremembami. Torej, drage štirke, povežite se s tistim delom vas, ki je stabilen, ki je povezan z zemljo, ki ima močne korenine. Kajti, če kdo malo nerad sprejme spremembe, ste to vi, sploh kadar imate občutek, da na temu nimate kontrole in kadar imate občutek, da so stvari nezdrave ali nepoštene. Tega pa bi rekla, da je bilo v zadnjih nekaj letih kar veliko. Torej, bolj, ko boste šli nazaj vase, v svoj steber luči, v svoje korenine, v povezanost z naravo, lažje se boste soočili z vsemi temi stvarmi, ki nam jih preostanek leta še prinaša. Število življenjske poti 5. Torej, drage moje petke, za vas pa velja ravno obratno, ne se omejevati, ampak si dajte prostor, da začutite vse, kar potrebujete čutiti, zato da bi to lahko spustili. Za vas je pa zelo pomembno, da se ničesar ne oklepate, kar tudi sicer načeloma ne počnete, ampak energija zadnjih 2 let je taka malo, bom rekla, lepljiva, malo drugačna, mogoče tudi malo težja, zato je kakšne stvari malo težje spustiti. Torej, drage moje petke, pejte na potovanje, pejte v neznano, to je lahko tudi samo okoli Vogala. Slovenija je prečudovita. Toliko lepih krajev imamo, od jezer, morja, gorja, jam. Toliko je čudovitih kotičkov, ki jih lahko raziskujete in delite s svojimi dragimi. Predvsem pa si dovolite dihati. Predvsem pa si dovolite postaviti meje tam, kjer vi čutite, da je prav, kljub temu, da se po vsej verjetnosti vaša okolica z vami ne bo strinjala. Drage moje šestke, za vas velja pa neka taka zanimiva kombinacija vsega, kar sem povedala do sedaj. Vemo, da smo v letu, ki na nas deluje z vplivom vibracij števila 6, se pravi ljubezen do sebe, zdrave meje, ženstvene energije, negovanje, materinstvo. Torej, šestke, kakšno je bilo leto do sedaj za vas? Ste bili do sebe nežni, ste bili do sebe strpni, ste bili do sebe prijazni? Na kakšen način ste bili do sebe prijazni? Torej, drage šestke, v preostanku leta negujte sebe, negujte to, kar vi polagate v svojo košarico. Poglejte šestko, spominjanje cekrček. Kaj boste vi polagali noter? Vem, da se ponavljam, vem pa tudi, da letošnje leto je vse preko dolgočasno, zato verjamem, da je dobrodošlo, da to večkrat slišite. Vso pravico imate gnila jabolka pustiti na tleh, kajti gnila jabolka na tleh imajo svoj namen. Ko jih boste dali v svojo košaro, bodo zaradi enega gnilega jabolka zgnila tudi druga, vrgli jih boste po vsej verjetnosti stran, ne boste jih nesli na kompost, torej tam tudi svojega poslanstva, ki ga tudi gnilo jabolko ima, ne more opravljati. Torej, brez slabe vesti pustite vse tisto, kar je gnilo na tleh. Število življenjske poti 7. Drage moje sedmice, duhovno bo. Razsvetljeni boste na nek način, neke stvari se bodo zelo razjasnile, zelo izkristalizirale, neka resnica, neko zavedanje, nekaj, s čimer odlašate morda že dalj časa, ali pa veste, pa mogoče se malo delate, da ne veste, ali pa veste, pa vas drugi ne jemljajo resno, se pravi, nekaj pri teh informacijah, pri tem nekam, bom rekla, zavedanju, še ni dokončno zacvetelo. No, torej v tem času bo. Se pravi, naj gre za nekaj, kar vi čutite, da potrebujete v življenju, ali morda za odnos, ki ga želite zaključiti, ali morda neko novo znanje, ki si ga želite, neka nova pot, na katero želite stopiti. Vse to, kar zadaj iz vaše podzavesti nekako že trka na vaša vrata, se bo v tem času aktiviralo in stopilo na svojo pot. To pa se bo zgodilo na dokaj nenavaden način, kadarkoli govorimo o duhovni preobrazbi, to običajno je tako. Se pravi, lahko na nek način pričakujete ali zaplet, ali pa neko zelo nenavadno izkušnjo, ki se bo kasneje izkazala za zelo poučno, kar ni nujno slabo. Ne me pa preveč pesimistično slišati. Število življenjske poti 8. Drage osmice, fantastični manifestatorji ste. Za osmice velja, da če imate finančne težave, je to povezano z lastno vrednostjo oziroma lastno dragocenostjo in seveda življenje, vesolje, usoda bo pritisnila točno tja.
kako vi sebe cenite in kako visoko vi sebe vrednotite. Poglejte zdajle osemko. Lahko ste nič vredni sami sebi in greste na energijo ene polovičke, se pravi nule. Lahko ti dve energiji duhovno in materialno nekako uskladite, nekako uravnovešate, lahko vas odnese pa seveda tudi popolnoma v ego, ko boste mnenja, da ste boljši od ostalih in da se vam godi silna krivica, ker tega svet ne vidi. Se pravi, jesen bo zanimiva, jesen vam bo vračala neka ogledala, ki pa niso nujno vaša. Torej, pravzaprav vprašajte se, ali izhajate iz ega, ali izhajate iz zavesti pomanjkanja, ali izhajate iz hvaležnosti, oziroma ali izhajate preprosto iz svojega poslanstva. Predvsem novembra se bo pojavilo to vprašanje, kje in kako in kdaj, predvsem pa zakaj izhajate iz svojega poslanstva. In hopce fizel, kaj pa to sploh je? In še število življenjske poti 9, ljube devetke, letošnje leto je mojstrsko leto, se pravi, prav za vas je posebno, dvigujete svojo zavest, podobno pa, kot sem rekla, tudi za šestice, učite se izbirati dobro za sebe. Tudi devetka, če jo pogledate, učite se zajeti, žeti zase. Kaj je tisto, kar boste in kaj je tisto, kar ne boste zajeli, pa smo znova pri gnilih jabolkih. Torej, ko vi nekaj zajamete spodaj na tleh in date v svojo košarico, ki je v vašem primeru zgoraj, to dvignete na višji nivo. Zato 9 velja za število zdravilstva. Ampak, ker smo v mojstrskem letu, pravzaprav zdravimo sebe. Torej, tudi za vas podobno velja kot za šestice, izbirajte tiste situacije, tisto hrano, tiste navade, tisti urnik, ki vas zdravi, kajti v tem trenutku ste na vrsti vi. Če ne boste vi polni svetlobe, polni zdravilne energije, jo boste težko dajali naprej. Se pravi, tudi za vas velja brez občutkov krivde poskrbeti za sebe. Torej, to je bil pregled od 1 do 9. Jaz verjamem, da smo se našli v drobcev vseh teh napovedi. Sploh pri šestici mi je bila ta, bom rekla, povezava z gnilimi jabolki všeč. Veliko kot v življenju se oklepamo stvari, za katere vemo, da ne delujejo, da morda za nas niso dobre, niso prave, ampak kar upamo, da se bojo spremenile, kajti možno je. Ja, potencial imamo vsi. In ko gledamo drugo osebo, sploh v partnerskih odnosih, vidim tekom letošnjega poletja res ogromno svetovanj sem imela ravno na področju partnerstva. Ko se dame sprašujete, a bo kdaj bolje, ali ne bo kdaj bolje, a je to, ali ni to. Vsak izmed nas ima svobodno voljo in mi si lahko še tako želimo, da bi bil moški takšen in lahko nekoč, da je bil tak. Ampak če ni in če se temu nekako ne morete izogniti in vidite, da traja že nekaj let, se vprašati, ali pravzaprav sebe ne negirate. To zdaj ne pomeni, da je treba na vrat na nos odnos končati. To pomeni, da je definitivno potrebna sprememba. In letošnja jesen in samo življenje, pravzaprav, če pogledamo stanje v svetu okoli nas, nam pravzaprav sporoča ravno to. Hej, človeček, potrebna je sprememba. Zato bom današnjo oddajo zaključila z eno zelo priljubljeno misel, katere morda ne živimo dovolj napolno. Bodimo mi tista sprememba, ki si jo želimo videti v svetu. Se vidimo naslednji teden z napovedjo za september. Čau, čau.